Dober dan, voščin, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci in dobrodošli v podcastu Vroča tema na spletnem portalu domovina.je. Samo en dan potem, ko je Državni svet vložil veto na kopico zakonov te koalicije v Državnem zboru, med drugim tudi na zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, so se poslanci Državnega zbora sestali na izredni seji in zakon znova potrdili, torej zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja bo očitno zaživel, razen če ga državljanke in državljani zrušijo na morebitnem referendumu, ki pa se, to smo slišali, aktivist Aleš Primc namreč zbira podpise, se pripravlja. Naš nocojšnji sogovornik bo kardiolog, specialist žilnih bolezni, dr. Pavel Poredoš, profesor, lepo pozdravljeni. Lep dober večer in pozdrav vsem poslušalcem in gledalcem. Celo življenje ste posvetili medicini in raziskovanju, delovali ste na področju interne medicine in se posvečali žilnim boleznim. Vsega tega se bova še dotaknila. Morda samo en oris, če vas kdo ne pozna med našimi gledalkami in gledalci. Vi ste še vedno 2 do 3 tedensko aktiven, imate svojo ambulanto na kliniki za žilne bolezni v Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani. Hkrati vodite Slovensko medicinsko akademijo, ste tudi član Republiške komisije za medicinsko etiko, član Evropske akademije znanosti in umetnosti in, kolikor vem, seveda aktivno vpet tudi v mednarodne raziskovanja žilnih bolezni. Ampak dajva začeti najprej seveda pri temu, kar je bilo v Državnem zboru potrjeno in seveda odnosu, ki ga imate tudi v etični komisiji do tega zakona, čeprav je, razumem, sestavljena iz ne samo zdravnikov, ampak tudi sociologov in drugih strokovnjakov, ste se bili relativno enotni, da se niso posvetovali politiki z vami strokovnjaki, da je ta zakon, ki je bil znova potrjen v Državnem zboru, nestrokoven. Res je, drži, da zdravništvo ni bilo vpeto v pripravo nastajanja tega zakona, morda posamezni redki zdravniki nikakor pa pri tem niso sodelovali zdravniške inštitucije, druženja, kar je nenavadno. Glejte, gre za neko dejavnost, ki jo naj bi primarno opravljali zdravniki, ki so vpeti v vse faze tega postopka in vendarle niso bili povprašani, kaj menimo o tem. Poleg tega pa, gledajte, s tem se nekako krni avtonomija našega poslanstva. Avtonomija poslanstva je v tem, da pravzaprav je zdravnik tisti, ki mora ravnati neodvisno in v tem primeru pri uvajanju evtanazije ali zdaj samousmrtitve, kot po novem imenujejo ta zakon, naj bi v bistvu zdravnik igral neko vlogo, izvajal zdravstveno storitev po tej definiciji, tudi v primeru, ko gre za asistenco pri samousmrtitvi. Skratka, bilo nam je nekaj vsiljeno, kar je v popolnem nasprotju z poslanstvom zdravnika, ki temelji ne samo na strokovnih, ampak tudi na etičnih načelih, ki veljajo tisočletja. Zdaj vi pravite, v skupni izjavi za javnost, da vam nalaga zadolžitve, ki so v nasprotju z zdravniško etiko, ampak zdravnik lahko uveljavlja ugovor vesti. Lahko uveljavlja ugovor vesti, to je res, ampak da so a priori naložili neko zadevo v zdravništvo, ne glede na to, da se bodo verjetno redki posamezniki za to odločali, je to, ponavljam, v nasprotju s tem, kar naj bi zdravnik počel. To je ohranjanje življenja in pa skrb za bolnikovo zdravje. Ohranjanje življenja za vsako ceno. Ja, do naravne smrti. Do naravne smrti, gledajte, tukaj moramo ločiti nekaj. Večkrat nam očitajo, da tudi zdravniki že sedaj izvajamo tako zvano pasivno evtanazijo. Vendar tega ni. Tudi mednarodne inštitucije, ki se ukvarjajo z etiko, ne priznavajo tega, da bi šlo za pasivno evtanazijo. Gre
za dajanje zdravil v terminalni fazi, če gre za hudo trpljenje s tako zvanim dvojnim učinkom. Recimo, veliki odmerki analgetikov, protibolečinskih zdravil, lahko do neke mere tudi včasih upočasnijo, skrajšajo dihanje, vendar v tem primeru ni primarni cilj skrajševanje življenja, temveč gre za lajšanje trpljenja, lajšanje bolečin in drugih težav. In za razliko od tega, če se pa to substanco, karkoli si že bodi, da s tem namenom, da se nasilno prekine življenje, je pa to seveda povsem druga zgodba. Prej ste rekli do naravne smrti. Ne? Zdaj, zagovorniki tega zakona, ko so ta zakon pisali, pa to smo jih novinarji večkrat poslušali več kot leto dni, ne? Da v bistvu zdravniki ste ohranjali z dosežke medicine te ljudi pri življenju, ne? Tudi s kemijo. Če jih ne bi ohranjali pri življenju, bi že prej naravno umrli. Ne? Ja, glejte, tukaj seveda moram postaviti meje. Ohranjanje življenja je smiselno tudi z aparaturami, dokler obstaja upanje preživetja oziroma podaljšanje kakovostnega življenja. Če pa ni več nobenega izhoda in bolnik trpi, potem pa se lahko tudi glede na temeljne etične standarde ukinejo, umaknejo določeni postopki, s katerimi se brezupno podaljšuje trpljenje. Ja. Ampak pomoč pri prostovoljnem končanju življenja je nekaj popolnoma drugega. Ja, seveda. To je pa čisto neka druga stvar, ker v tem primeru, samo da pojasnim dva terminusa. Prva je evtanazija, to, kar je bil prvoten predlog tega zakona, ki opredeljuje vlogo zdravnika ali pa pač nekega medicinca v tem smislu, da aktivno vnese neko smrtonosno substanco, največkrat v obliki injekcije, infuzije, kakorkoli si že bodi. Po tej zadnji noveli, ki je bila zdaj sprejeta, ki so preimenovali zdaj zakon o samousmrtitvi, pomoč pri samomoru, pa v bistvu ostaja vloga zdravnika še vedno bolj ali manj nespremenjena. Namreč, glejte, zdravnik sodeluje prav v vseh fazah tega postopka. Prvič je zdravnik tisti, ki oceni, da gre za neko terminalno neozdravljivo bolezen. Zdravnik potem pripravi vlogo za to komisijo, ki to odlok sprejme. Zdravniki sodelujejo, naj bi sodelovali v teh komisijah. Zlasti psihiatri ocenijo psihično stanje bolnika. Zdravnik predpiše to substanco, smrtonosno substanco, s katero se konča življenje. Zdravnik mora poskrbeti, da se dostavi ta substanca na kraj, kjer se bo to izvedlo, in je zraven pri usmrtitvi, da nadzoruje to, ali je bolnik dejansko zaužil to substanco. Gre samo za to, da mu ne da v usta, ampak bolnik vzame sam. V primeru, če gre pa za dajanje smrtonosne substance v obliki infuzije, pa sestra pa zdravnik nastavi infuzijo, vse pripravi, bolnik je tisti samo, ki odpre ta ventilček, da ta smrtonosna substanca steče v njegovo telo. Torej, vloga zdravnika je tukaj praktično enaka, kot je bila v prvotnem prelogu, ki so ga imenovali evtanazija. Zdravnik je tukaj aktiven v vseh postopkih tega dogajanja. Doktor Poredoš, pravite pomoč pri samomoru, ne? Te dikcije v zakonu ni, gre za pomoč pri prostovoljnem končanju življenja. Okay. A vi, zdravniki, poveste zdaj to, kar to v resnici je? Ja, seveda gre za pomoč oziroma sodelovanje pri aktivni prekinitvi življenja. To se pravi, tukaj ne gre za klasičen samomor, tukaj gre za asistiran umor. Ja, vi pravite, ne, komisija je tista, ki odloči, ali se lahko končanje življenja ali kakorkoli bova temu rekla izvede. Ne? Tako. Ne more kar vsak. Seveda, jasno, to mora biti vse vnaprej preverjeno, potrjeno strani posebnih komisij, ki se jih imenuje in v katerih sodelujejo tudi zdravniki. Pravite, ne, da ste si kar enotni? Ja,
Upam si trditi, da velika večina slovenskih zdravnikov, upam si reči 90% najmanj, nasprotuje sodelovanju pri teh postopkih, bodisi asistence pri umoru ali evtanazije, tako da tukaj za nas ni dileme in s tem sledimo mi tudi mednarodnim določilom oziroma standardom, ki je vzpostavila Svetovna zdravniška organizacija, ki je, mislim, da leta 2017 sprejela izjavo v zvezi z evtanazijo, in ta izjava pravi, da zdravniki odklanjamo evtanazijo in da je sodelovanje pri evtanaziji oziroma nasilni prekinitvi življenja zdravnika nevredno dejanje. In glede, to je pomembna inštitucija, samo to bi še dodal. Gre namreč za 115 držav, ki so člani Svetovne zdravniške organizacije, tudi Slovensko zdravniško društvo, in katerem je več kot 10 milijonov zdravnikov in so enotno sprejeli to deklaracijo. Vi pravite, 90% približno zdravnikov se s tem ne strinja, a to pomeni, da bi jih takšno število, takšen odstotek tudi ugovarjalo? Mislim, da, gledajte, to je zdaj ocena takole čez palec, ampak kot poznam vzdušje, razmere v našem zdravstvu, tudi v zdravniških organizacijah, lahko rečem, da velika večina zdravnikov odklanja to in ne bo sodelovala v morebitnih postopkih. To pomeni v narekovajih več dela za tistih preostalih 10%. Recimo. Zdaj, gledajte, zakaj se zdravniki, posamezniki odločajo za to, je seveda vprašanje odnosa do življenja, vrednot in tako dalje. Ponekod na zahodu je pa to biznis, to je fajn plačan posel, žal, gledajte. Vam bom odgovoril jaz, kaj sem jaz slišal s terena, od nekaj znancev, katerih žene so zdravnice in tako naprej, da poslušajo paciente na smrt bolne, ki jih prosijo, pomagajte mi umreti. Glejte, jaz moram reči, da take izkušnje nimam. Namreč, glejte, v mojih več kot 40-letni karieri sem bil zraven številnim smrtim. Ljudje so umirali in vsem tem dolgem času mojega zdravnikovanja nisem enkrat samkrat doživel, da bi me kdo prosil, dajte mi zdaj smrtonosno injekcijo, da bom končal to trpljenje. Večkrat je kdo izrazil željo, ko je bilo hudo, dajte mi pomagati in tako dalje. Ampak prav takrat na koncu pa večina se bori še za tiste zadnje trenutke. Zadnje trenutke in hoče preživeti še vsaj kakšno noč, kakšen dan. In vidite, zakon pa so pisali ljudje, ki najbrž večina jih nikoli ni bila zraven umirajočega človeka, ki ne poznajo dogajanja okrog umiranja. In če kdo bi zdravniki lahko bili tisti, ki bi nekako, če že sprejemamo nek zakon, lahko povedali, kaj se dogaja in koliko bolnikov si dejansko želi nasilne prekinitve življenja. Verjetno tisto, kar odloča v tistih zadnjih trenutkih, je tudi bližina svojcev, če jih imajo, navezanost nanje, da bi ostali z njimi še kakšen dan. Tako je, ja. Sej, jaz sem že en primer, ki sem ga večkrat omenjal. Bil je en bolnik srednjih let, težak srčni bolnik, ki je nekaj dni umiral. Bil sem dežuren, stanje se je slabšalo iz ure v uro, in me je tako prosil, v zadnjih močeh, prosim, pomagajte mi, da dočakam še jutro, ker bi rad videl še svojo hčerko. Skratka, to so zgodbe, ki so v popolnem nasprotju s tem, kar širijo tisti, ki so večinsko predlagali ta zakon. Zakaj pa mislite, da v državah, kjer so podoben zakon uvedli, pa se je število starejših, ki so želeli umreti, pa povečalo? Vidite, tukaj jaz mislim, da je več razlogov. Prvič je zdaj, bi rekel temu, ta propaganda. Veliko pri tem naredijo mediji. Drugo je odnos do življenja se je spremenil. Življenje ni več nedotakljivo.
Tretjič pa so tukaj ekonomski razlogi. Namreč, če pogledate, recimo, kalkulira se, koliko stane nasilna prekinitev življenja vis-a-vis, recimo, eni dolgotrajni oskrbi, ki stane toliko in toliko na mesec, na leto. Tudi, mimogrede, v predlogu oziroma v našem zakonu je ta kalkulacija narejena in ugotavljajo, da je seveda torej samousmrtitev, pomoč pri samomoru bistveno cenejša, kot pa je dolgotrajna oskrba. Ker finančna kalkulacija je bila narejena. In potem tudi z tega vidika, ne da bi forsirali, ampak na nek način spodbujajo v nekaterih državah, celo žal tudi nekateri zdravniki, spodbujajo starejše, bolne, da naj na ta način končajo življenje. In pa še bolniki sami se večkrat počutijo nekako breme družbe, češ, da ne bom obremenjeval zdaj svojcev, itak nisem več ekonomsko koristen, kot sicer vlada neko splošno vzdušje v družbi, dajte me evtanazirati. Skratka, to je več dejavnikov je, ki preprosto prisilijo tudi bolnika, da se sam tako odloči. Tako da tukaj mislim, da moramo računati vsem tem. Kaj pa pritisk svojcev na te bolnike? Ne? Ja, O tem se zdaj piše in govori že kar na glas. Ja, glejte, žal, povsod ti odnosi niso idealni, da bi svojci maksimalno se trudili, da živijo ti starejši čim bolj kakovostno življenje, tudi takrat, ko odhajajo. In nekateri svojci seveda komaj čakajo na to, da se to življenje konča. Ste to videli kot zdravnik v svoji dolgoletni praksi? No, tega sicer jaz ne morem reči, ampak statistike drugod kažejo, recimo v Kanadi, na Nizozemskem, zlasti, da se število teh usmrtitev, evtanazij, karkoli se že bodi, poveča pred dopusti. To se pravi, da enostavno ta mladi, preden grejo na dopust, se hočejo znebiti tega bremena in potem na nek način vplivajo tudi na te boge trpeče, da se življenje konča. Slišal sem tudi pred prazniki, da se take. Tudi pred prazniki, pred novim letom in pa pred dopusti se dogajajo te zadeve. Opozarjate zdravniki, to, kar so sprejeli v Državnem zboru, ni bilo sprejeto v skladu s mnenjem stroke, niso se posvetovali. Kako bi takšen zakon sploh lahko bil sprejet v dogovoru s stroko? Ja, težko. Glejte, težko, ker zakon kot tak je seveda uperjen proti avtonomiji zdravnika, ker kot sem dejal, zdravnik je dejansko ključna oseba pri celotnem procesu. Morda bi, vsaj en del zdravnikov bi zagovarjal nek, bi rekel, pristop, bolj bi rekel, nek naraven, nikakor pa si ne predstavljam, da če bi sodelovali zdravniki, da bi potem ta zadeva šla skozi v tej obliki. In mislim, da je bil to eden temeljnih razlogov, da se politika ni povezala in sodelovala z zdravništvom, ker so se bali tega, da bodo zdravniki a priori minirali predlog zakona. V tem je problem. In v Kanadi recimo so zdravniki na začetku sodelovali pri pripravi tistega zakona, ki je bil zelo restriktiven, vendar potem, ko so se začeli ti standardi rahljati, so se indikacije razširile na vse mogoče skupine, takrat so se pa zdravniki umaknili, ker so videli, da to nikamor ne vodi. Namreč, recimo v Kanadi, Belgiji, Nizozemskem, so ti zakoni se tako zrahljali, da prvotno je bila evtanazija namenjena zgolj tistim terminalno bolnim, ko niso imeli več nobene perspektive preživetja. Zdaj se indikacije razširile na psihiatrične bolnike, v Kanadi celo na otroke, in zdaj se govori o tem, da naj bi mladoletni otroci do 17. leta imeli možnost, da se sami odločajo o morebitni. Znanje primerov usmrtitvi mladostnice, ki naj bi imela takšne
duševne težave, da ni bilo rešitve. Ne, Ja. ne vem, kakšne depresije, to je odmevalo pred nekaj leti in je umrla. Te stvari se še vedno dogajajo in stvari gredo celo tako daleč, da v nekaterih državah se na načelni ravni dopušča ali pa se razpravlja o tem, da bi dovolili evtanazijo tistim, ki so naveličani življenja, ne glede na to, ali imajo neko hudo terminalno bolezen. Vi pravite, s tem zakonom se odpira prostor za številne zlorabe. Ja, absolutno. Večkrat se uporablja izraz drsičjega klanca. Namreč praksa, izkušnje v številnih državah, kjer je evtanazija uvedena, kažejo na to, da kljub temu, da je bil zakon prvotno tako restriktivno zastavljen, kot sem že dejal, se širijo indikacije. Drugič, kar je, pojavljajo se primeri, in to v nekaterih državah statistike, saj v preteklih letih kažejo, da do 1/3 bolnikov, ki se jih usmrti, ne da aktivnega soglasja, ampak to soglasje podpišejo svojci. Skratka, mimo volje ali pa bolniki praktično sploh niso povprašani. To je en način zlorabe. Drug način zlorabe je, ki se dogaja, je uporaba organov za transplantacijo. Namreč pri evtanaziji teh bolnikov gre za posameznike, ko vsi organi niso prizadeti, kot je recimo, če ima nekdo raka na pljučih, s tem ni rečeno, da njegovo srce ni še uporabno, funkcionalno, in potem se vzamejo ti organi za transplantacijo, da se prenesejo drugega bolnika, in to se naredi na zelo, bi rekel, grob način, ker najprej se bolnika anestezira, se pravi, se ga ne umori, ampak anestezira, se vzame recimo srce ali ledvica in potem, se pravi, na ta način se izvrši usmrtitev, ne, z odvzemom nekega vitalnega organa. In tukaj je še en problem, to je tudi ekonomsko zanimiv posel v nekaterih državah, kjer to ni dobro regulirano, se ti organi prodajajo in to je pa seveda zločin. Omenjate ves čas Kanado pa Nizozemsko. Sta to državi, kamor se moramo ozirati, kaj nas čaka? Ja, Belgija, Nizozemska, Kanada, se mi zdi, da so najbolj ekstremni primeri tega dogajanja. Kaj zdravniki opažate? Verjamem, da ste se posvetili dogajanju. Jaz sam sem veliko bral v Kanadi, ne, da tam na leto zdaj zaradi evtanazije umre več tisoč ljudi. Ja, skupaj so jih menda evtanazira okoli 50 000 in se približuje, recimo v Belgiji, za Kanado nima natančnega podatka, tudi 4% smrti se izvrši z evtanazijo. In smrti naraščajo? Ja, naraščajo, zlasti v Kanadi se ta odstotek zvečuje. Zdaj pravite, ne, zakon se je spremenil, sama razlaga, ni več besede evtanazija, je izvzeta. Se je kakorkoli zakon, ker te besede ni več, spremenil ali ne? Zakon se praktično ničemer ni spremenil. Razlika je samo ta, glejte, v primeru, da bi šlo za evtanazijo, zdravnik aktivno aplicira neko smrtonosno substanco strup. Se pravi, v obliki injekcije ali da infuzijo. V tej novi različici zakona pa je zdravnik ves čas prisoten v vseh fazah, tako kot so prvotno predvideli, če bi šlo za evtanazijo. Razlika je samo ta, tisto tableto, ki mu jo zdravnik postavi na mizo, zaužije samo ali mu to dajo svojci, in pa, kot sem že tudi povedal, infuzijo pripravi čisto vse. Bolnik je tisti samo, ko odpre ta ventilček, se pravi, v čem je tukaj bistvena razlika med klasično evtanazijo in pa sedaj tej zakon o pomoči pri umoru.
Republiška komisija za etiko med drugim govori o specifičnih in izrazitejših družbenih anomalijah, ki bi bile za spoštovanje človekovih pravic hujše breme, kot je sedanje otegovanje te pomoči. A lahko kakšno rečemo o teh anomalijah? Ja, seveda, glejte, tukaj gre najprej za odnos do življenja kot takega se bistveno spreminja. Odnos do življenja se bistveno spreminja in tudi odnos do starejših, tako zvane neproduktivne populacije. V tem je problem in mislim, da je zelo dobro to spremembo odnosa v primeru uvedbe evtanazije opisal pokojni profesor Trontelj, moj prijatelj, in če dovolite, bi kar prebral eno misel njegovo v zvezi z evtanazijo, in sicer je takole povedal. Nedvomno gre pri evtanaziji za veliko etično vprašanje, pri tem ne gre samo za nesrečne bolnike, ki si morda želijo umreti, ampak za veliko več, za prihodnji odnos družbe do temelja naše civilizacije, spoštovanje človeškega življenja, s tem pa tudi za odnos družbe do posameznika. Mislim, da je s tem vse povedal, kaj prinaša evtanazija. Zdaj pa nekaj pomislekov, s katerimi se zdravniki izzvani v javnosti, na družbenih omrežjih, kjer se zdijo ljudje morda celo izrazito naklonjeni temu zakonu, ki se uvaja. En zanimiv pomislek, ki sem ga prebral, je, zakaj smo ljudje, zdravniki, nasprotniki evtanazije prizanesljivi recimo do hišnih ljubljenčkov, ne želite jih pustiti trpeti, pa jih uspavamo, da ne trpijo, ljudem pa tega ne privoščite. Ja, glejte, ne razumejo tega, da je človeško življenje vendarle nekaj drugega, kot pa recimo odnos do domačih hišnih ljubljenčkov. To je ena stvar. Druga stvar, preprosto nočejo razumeti in verjeti, da mi bolniku lahko v teh težkih trenutkih, ko gre za terminalno stanje, pomagamo na različne načine. Tukaj ne gre samo za fizično olajšanje bolečin, trpljenja, tudi psihično podporo rabijo, odnos svojcev. In vse to je žal zanemarjeno, zapostavljeno. Sedaj se veliko govori o tem zakonu o dolgotrajni oskrbi. Imamo zametke hospicov pri nas. Skratka, zelo malo vložimo v to in potem enostavno vidijo v nasilni prekinitvi življenja edino obstoječo možnost. Skratka, nek odnos do življenja, do trpečih in preprosto ne verjamejo stroki, da se lahko marsikaj olajša in trpljenje zmanjša. Je to res samo medicinsko-etično vprašanje, a je tudi duhovno vprašanje za vas? Seveda je tudi duhovno vprašanje. Glejte, gre za življenje kot tako, ki ga v vsej zgodovini človeštva, razen nekih primerov, ko so izvajali nasilno prekinitev, dejansko ni bilo. Življenje kot tako naj se izteče po naravnih zakonih in vse drugo, kar je bilo v zgodovini, je zapisano kot madež na odnos do človeških življenj. Recimo, najbolj izrazit primer je recimo v času nacizma, ko so jih pokončali čez 250,000 na nasilen način, in to je madež na zgodovini človeštva za 20. stoletje. In nasprotniki tega zakona, ki zbirajo podpise, uvedbo tega zakona primerjajo ravno z dogajanjem v nacistični Nemčiji, ali pretiravajo? Glejte, torej jaz mislim, da tukaj gre vendarle za različno zadevo, ker takrat je bilo v ospredju sovraštvo do določene populacije, to so bili predvsem psihiatrični bolniki, in v bistvu tudi niso gledali na neke pogoje, ali jih ti posamezniki izpolnjujejo. Morili so počez tudi otroke, ki za to po današnjih standardih
predlagateljev evtanazije ne bi imeli pokoja. Skratka, gre za različne pristope, vendar končni rezultat je isti. Na družbenih omrežjih smo lahko prebrali tudi pomisleke, a ste vi študirali na medicinski fakulteti ali na teološki. Očitajo vam, da ste nestrokovni zaradi svojih mnenj. Glejte, gre za to žal. Žal je ta miselnost, ki prihaja iz določenih krogov, zelo prisotna in vse, kar storimo v smislu ohranjanja življenja, nekateri povezujejo z naukom katoliške cerkve, ker pač katoliška cerkev striktno prepoveduje umor, samomor in tako dalje. Vendar pri nas, tako v zdravniških organizacijah, Republiški komisiji za medicinsko etiko, vodijo temeljni etični standardi, ne glede na versko prepričanje. Pri tem smo si enaki in jaz mislim, da gre za pretiravanje, da enostavno se cerkvi naprtijo oziroma nam, ki zagovarjamo življenje in smo proti nasilni prekinitvi, neke ideološke obremenitve in mislim, da to seveda ne drži. Kot sem povedal, dolgoletni član etične komisije, nikoli nisem imel občutka, da se v to vpleta neka ideologija, bodisi strani cerkve ali strani politike. In očitano nam je med drugim bilo tudi, češ, da komisija naša ne more biti nevtralna, ker ima v svoji sestavi celo teologa, ampak tudi kar tiče vloge teologa, moram reči, da nikoli ni prevladovalo neko mnenje, ki bi ga forsirala zgolj katoliška cerkev ali druge religije. Zadeva bo skoraj zagotovo končala na referendumu, ker se zbirajo podpisi. Vprašanje pa je, ali lahko ta referendum uspe glede na rezultat lanskoletnega posvetovalnega referenduma v času evropskih volitev, kjer so Slovenci večinsko izrazili naklonjenost takšnemu zakonu. Zakaj mislite, da je tako? Je to posledica uspešne piarovske kampanje te Golobove vlade, ki pelje tudi svojo vojno z zdravniki, ali gre razloge za to iskati preprosto v samem človeškem umu, ki se boji počasnega, dolgega, bolečega umiranja? Ja, jaz predvidevam, da bo žal najbrž zakon šel skozi ponovno obravnavo. Razlogov za to je gotovo več. Kot prvo, absolutna naklonjenost vladajoče koalicije temu zakonu, potem mediji odigrajo pomembno vlogo in pa tretje, bi rekel, nek neoliberalistični odnos do življenja kot takega. Skratka, več razlogov je, težko bi zdaj ocenjeval dejansko psihosocialno držo Slovencev, ampak žal, trenutno je stanje tako. Vprašanje je, koliko ljudi bi še podpiralo tak zakon, če ne bi bili mediji tako izrazito naklonjeni. Doktor Poredoš, vodite Slovensko medicinsko akademijo in se v teh dneh precej oglašate tudi v zvezi s tem. Povejte mi, kako je nastala Slovenska medicinska akademija? Kaj je bil razlog? Slovensko medicinsko akademijo smo ustanovili leta 2017 z namenom, da povežemo vrhunske strokovnjake z različnih področij medicine in imamo tudi omejeno število članstva, numerus clausus, ki je 50, in imamo tudi člane tuje vrhunske strokovnjake, ki sodelujejo s slovensko medicino, teh je 17, celo enega Nobelovca smo imeli, profesor Zulhausna, ki je že pokojni.
Cilj in namen je pa, da skratka se odzivamo na aktualno dogajanje v družbi, zlasti na področju medicine, da komentiramo zakone, tudi kot je ta, da poskušamo spodbujati razvoj medicine na insuficientnih področjih, da opozarjamo tudi na anomalije, podhranjenost določenih medicinskih strok in to po vzoru drugih evropskih držav. Namreč, ko smo ustanavljali našo akademijo, je že 23 evropskih držav imelo medicinske akademije, ki so bile tudi strani držav pripoznane in celo imajo zakone o delovanju teh akademij. In zdaj smo pred 2 leti bili tudi vključeni v Evropsko zvezo medicinskih akademij, kjer aktivno sodelujemo in mislim, da govorimo enak isti jezik, kar tiče tudi teh etičnih vprašanj. No, vi ste celotno življenje posvetili medicini in raziskovanju, ste eden od pionirjev na področju žilnih bolezni. Mislim, da ste celo soustanovitelj kliničnega oddelka za žilne bolezni. Ja. Tega prej ni bilo. Kako je to mogoče, če gre za srčno-žilna obolenja, bolezen, ki terja povprečju letno v svetu največ smrti? Ja, to je prav zanimivo, ker srce in ožilje ima enoten sistem in se je pozornost posvečala predvsem srcu, kar je razumljivo, saj srce je tisto, ki v končni fazi mogoče preživeti, potem pa se je zanemarjalo druge segmente krvnega obtoka, predvsem periferne, tako zvane periferne žile, arterije. In potem smo prišli do spoznanja, da je potrebno tudi na tem področju določene premike narediti, zlasti še, ker večina teh metod, ki so jih potem uporabljali na srcu, kot je recimo širjenje žil in zamenjava žil, so najprej naredili na teh perifernih žilah, arterijah, zlasti nogah. Šele potem se je to kot model prenesel na področje srca. In še nekaj. Bolezenska dogajanja se dejansko dogajajo v celotnem srčno-žilnem sistemu, tako v teh perifernih žilah kot na srcu. In mi lahko z relativno enostaven način dostopimo do perifernih žil, odkrijemo določene spremembe in ti bolniki imajo v večini primerov tudi hkrati spremembe na srcu, tako da jaz temu pravim, da so te periferne žile, arterije, okno, skozi katerega gledamo v notranjost organizma. To je bil razlog, da smo potem nekako pospešili razvoj te dejavnosti in po nekaterih tujih vzorih, čeprav razen 2-3 držav v Evropi takrat še ni bilo posebnih oddelkov, smo ustanovili ta oddelek. Te bolnike z žilnimi boleznimi so v glavnem obravnavali kirurgi, ki so pa seveda v teh najtežjih primerih nudili operativne posege, največkrat amputacije. Mi smo pa želeli s tem našim pristopom prispevati k hitrejšemu odkrivanju in preprečevanju teh bolezni, ki v končni fazi imajo tudi posledice na srcu in drugih organskih sistemih. S čim bi v naravi človekov žilni sistem najlažje primerjali? Z vejevjem nekega drevesa? Ja, tako je. Glejte, to je to, ker v bistvu mi ne vidimo, kaj vse se dogaja v koreninah ali deblu tega drevesa, lahko pa to dogajanje prepoznamo po vejah. In nam marsikaj pove, tako da je treba posvečati dejansko vsem detajlom oziroma vsem sistemom, da pridemo potem do neke integralnega ključka. Sva že skoraj pri koncu. Prej ste dali eno dobro misel, da se spreminja naš odnos tudi do starejših. Kaj je vaš cilj kot zdravnika? Bi moral biti cilj? Je to, poskušati podaljševati vsako človeško življenje, kar se da je še en dan dlje svojimi najbližjimi, da diha zrak, da sliši zvoke narave? Ali je to zagotoviti, da bo obdobje, ki ga še ima, tudi če ni tako dolgo, preživel čim bolj kvalitetno?
Tako je. Predvsem je cilj zagotoviti kvalitetno, kakovostno preživetje teh zadnjih trenutkov terminalne faze življenja in podaljševanje je smiselno samo do tistega trenutka, ko obstaja še upanje o morebitnem preživetju oziroma ko lahko z določenimi posegi in postopki vsaj za nekaj časa podaljšamo, kvalitetno podaljšamo to zadnjo fazo življenja. Pa gremo v to smer, da se kakovostno vendarle izboljšuje ta zadnja faza življenja. Kaj opažate? Ja, glejte, seveda, jaz mislim, da na področju medicinske stroke se uvajajo metode, načini, kako bolniku olajšati trpljenje, kljub temu, da lahko, kot sem že povedal, določeni postopki imajo tako zvani dvojni učinek, ampak primarni cilj je zagotoviti kakovostno preživetje in medicina temu sledi. Potem je pa seveda vprašanje nege. Tukaj pa v zadnjem času sicer veliko govori, pa je bilo premalo storjenega, da bi bolniki imeli že prej, zlasti pa v tem terminalnem obdobju, kakovostno preživetje. Tukaj verjetno lahko vlečejo vzporednice tudi z vzpostavljanjem dolgotrajne oskrbe. Ja, sej, gotovo, kamor sodi tudi oskrba terminalno bolnih. Ja. Slišani ste v medijih, koliko se bo vaše mnenje upoštevalo, je drugo vprašanje. Ko gledate nazaj, vi ste sicer že uradno upokojeni, ampak še vedno delate 2 do 3 tedensko, imate svojo ambulanto, kot so prej govorila, koliko pacientov še oskrbite? Ja, glejte, na teden tam kakšnih 30 pacientov, potem sodelujem v konzilih in tako dalje, različne oblike sodelovanja, malo še sodelujem pri raziskovalnem delu, tako da jaz sem uradno 2krat na teden v službi, ampak sem praktično vsak dan v službi. Se je odnos pacienta do zdravnika kakorkoli spremenil v času, ko imamo vlado, ki pelje kar težko bitko z zdravstvom? Glejte, so številna poročila, zlasti od kolegov z družinske medicine. Jaz moram reči, da nimam teh negativnih izkušenj. V glavnem zdaj, ko si lahko vzamem več časa, da se pogovorim z bolnikom, imam dobre občutke in v glavnem prijazne, hvaležne bolnike. Če se še enkrat vrneva k zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, če bo končal na referendumu, boste šli na referendum? Bom. Doktor Pavel Poredoš, najlepša hvala za obisk na Domovini in seveda vaše strokovno mnenje. Hvala lepa za povabilo in upam, da bo kaj zaleglo. Vam pa, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, hvala, ker ste nas poslušali. Slišimo se prihodnji teden.